Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj eno obnovo glede nedoločenih integralov in določenih integralov. Kaj je nedoločen integral? V bistvu je nasprotno kot delati odvod. Če mi iščemo integral od funkcije f od x, njen integral bo, torej mi iščemo primitivno funkcijo, se imenuje tako, ta funkcija f velik, tako da odvod od f velik je prav ta funkcija, s katere smo štartali tukaj. V resnici se imenuje tudi nedoločen integral, ker ne dobimo eno samo funkcijo, dobimo neskončno funkcij, ki se vse razlikujejo med sabo z eno konstanto. Zakaj? Ker če mi naredimo odvod od f velik plus konstanta, ko naredimo odvod, ta konstanta izgine in to je samo odvod od f velik in dobimo to. Torej, neskončno funkcij se razlikuje z eno konstanto in se piše zmeraj v integralu ta dx, ki je diferencial, samo zdaj ne gremo to razglabljati. Torej, nasplošno je dosti težje integrirati, kot pa odvajati. Bomo videli razne tehnike. Sedaj, poglejmo kako nekaj pravil integriranja. Če imamo integral od konstante krat funkcija, konstanto enostavno lahko vzamemo ven. In če imamo integral vsote, ta je vsota integralov. Sedaj vidimo nekatere integrale elementarnih funkcij in kako smo prišli do teh. Eden pogleda odvode elementarnih funkcij in razmišlja po narobe, kako bi se vrnil nazaj. Naprimer, imamo integral od funkcije konstante 1 dx, ta dx se zmeri piše notri. Integral od funkcije konstante 1 je x. In potem zmeraj plus konstanta. In zakaj to? Ker odvod od x je 1. Potem, integral od x na alfa, alfa je realen eksponent, integral od x na alfa je x na alfa plus 1, ulomljeno alfa plus 1, potem zmeraj plus konstanta. Če vi poskusite narediti odvod od tega, boste dobili prav x na alfa. Potem, in to velja, če alfa je različno od minus 1, ker če bi bil minus 1, tukaj v imenovalcu bi imeli nič. In torej minus 1 bi bil primer x na minus 1, torej 1 ulomljeno x. Torej, poglejmo posebej integral od 1 ulomljeno x. Je naravni logaritem absolutne vrednosti od x. Če se spomnite, smo delili odvode, smo prav šli računati odvod od naravnega logaritma od absolutne vrednosti od x. Smo dobili prav 1 ulomljeno x. Potem integral od sinusa je minus kosinus, integral od kosinusa je sinus. Dovolj da razmišljate, kateri so odvodi od sinusa in kosinusa. Potem integral od a na x je a na x ulomljeno naravni logaritem od a. Zmeri plus konstanta. In iz tega sklepamo, koliko je integral od e na x. Tukaj vzamemo namesto a e, in torej naravni logaritem od e je 1, in torej integral od e na x je e na x plus konstanta. Če se spomnite, e na x je ta funkcija, katera odvod je bila zmeraj ista funkcija. Odvod od e na x je e na x. In integral od e na x je tudi e na x, razen tega, da lahko se doda eno konstanto. Potem, tukaj obnovimo nekatera pravila odvodov, ki smo jih že vedeli, in s temi sklepamo za integrale. Naprimer, odvod od naravni logaritem od absolutne vrednosti od ene funkcije je odvod funkcije ulomljeno funkcija. In torej integral od odvod funkcije ulomljeno funkcija je naravni logaritem absolutne vrednosti od tiste funkcije. Podobno tukaj imamo odvod od arctangens od ene funkcije, je odvod od funkcije ulomljeno ta funkcija na drugo plus 1, in torej integral od tega je prav arctangens od funkcije. Potem tukaj s potencami razmišljam podobno kot tukaj x na alfa. Tukaj imamo funkcijo na alfa in delamo odvod je alfa, funkcija na alfa minus 1, odvod od funkcije. In torej tukaj razmišljam podobno kot tukaj, integral od odvod od funkcije krat funkcija na alfa je funkcija na alfa plus 1, ulomljeno alfa plus 1, potem zmeri plus konstanta. Ti integrali tukaj bodo prišli prav, ko bomo videli nekatere tehnike integriranja, jih bomo uporabili. Smo govorili o nedoločenem integralu, zdaj kaj je določen integral? Določen integral v bistvu izraža neko ploščino. Torej, mi imamo eno funkcijo f od x, ki ima svoj graf. Imamo dve vrednosti a in b na osi x. In rečemo, integral od a do b, od f od x dx, je v bistvu ta ploščina. Kako se omejimo med a in b in gledamo ploščino med grafom funkcije in osjo x.
torej ta integral izraža to ploščino. Torej koristen za račune mnogih ploščin in izrek pravi kaj? Da ta integral je enak primitivni funkciji vrednotena, izračunana med a in b. In kaj pomeni primitivna funkcija izračunana med a in b? Pomeni primitivna funkcija izračunana v b minus primitivna funkcija izračunana v a. In to nam mogoče, sem rekel, in sedaj vidimo enostaven primer, integral od 2 do 3 od minus x na drugo plus 5x minus 6 do x. Sve bomo prej izračunali nedoločen integral. Prej sem rekel, da na splošno integriranje je dosti težje kot odvajanje, ampak integral polinoma je zelo lahko ga izračunati, ker vse koeficijente lahko vzamemo ven, konstante se lahko vzamemo ven in potem imamo samo integral od potenc od x-a. Torej tukaj, se vzamemo ven konstante, tukaj pravim minus 1 in integral od x na drugo, x na tretjo tretjin, torej potem gremo plus 5x na drugo polovic, tukaj minus 6 lahko mislimo kot minus 6 krat 1, torej minus 6 krat integral od 1 je x. In sedaj, če nas zanima določen integral, bi mogli to funkcijo zračunati v 3 in potem odšteti to funkcijo, ta polinom zračunan v 2. Ampak meni se zdi bolj praktično, da je krajše, da mi v bistvu samo tukaj, ki so x-i, vrednotimo z računom med 2 in 3. Torej, napišemo minus 1 tretjina, potem x na tretjo z računom med 2 in 3, plus 5 polovic, x na drugo z računom med 2 in 3, minus 6, x z računom med 2 in 3. In sedaj vidimo prav to, kaj pomeni x na tretjo z računom med 2 in 3 je, če damo vrednost 3 na mesto x-a, 3 na tretjo 27, minus 2 na tretjo je 8. Tukaj 3 na drugo je 9, 2 na drugo je 4, 9 minus 4 in tukaj je enostavno x, torej 3, 2, torej 3 minus 2. In potem vse to se zračuna, dobimo eno šestino in ena šestina je ploščina česa. Zdaj tukaj, če vidimo, to je enostavno ena parabola obrnjena navzdolj in seče x v dveh točkah. Kako jih dobimo? S tem, da rešimo enačbo druge stopnje. In točki sta 2 in 3 obrnjena navzdolj, ploščina smo izračunali je ta. Tukaj smo imeli že ekstreme 2 in 3, ki je zračunati, torej zdaj to sem hotel povedati, da je treba biti pozorni, če nas zanimajo ploščine, ker tako kot je definiran integral, če imamo en del grafa pod osjo x, tisti integral prije negativen. In integral tukaj, ko imamo graf nad osjo x, prije pozitive. In torej, če mi bi enostavno zračunali integral od tukaj do sem, od te funkcije, bi dobili to ploščino minus to ploščino. Je treba paziti na to, če nas zanima prav koliko je ploščina, torej moramo v bistvu razumeti, kje seče tukaj os x in narisati vsaj približen graf, da razumemo tukaj, kje je pod osjo, kje je nad osjo. In na primer, lahko gremo ločiti, zračunamo samo integral od sem do sem in bomo dobili eno vrednost, ki je negativna, samo tista vrednost predstavlja ploščino, enostavno ji menjamo preznak. In potem lahko zračunamo posebej integral od tukaj do sem. Potem so nekatere vaje, kjer enostavno vpraša, da zračunate ploščino med grafom funkcije in osjo x. Samo dana funkcija, ampak vi morate komaj dobiti, kje ta funkcija seče os x. In če je nad osjo, pod osjo. Tako da sploh razumete, kaj delate. Zaradi tega problema, ker ploščine pod osjo se odštevajo v bistvu. Potem lahko celo izračunamo ploščino, ki je med dvema grafoma dveh funkcij. Imamo funkcijo f od x, g od x. Tukaj med to točko in to točko in lahko gledamo, koliko je ta ploščina med dvema grafoma. Enostavno izračunamo integral od a do b od f od x minus g od x. Integral lahko rabimo tudi za računanje volumnov. Torej, v bistvu integral, ki smo ga tukaj definirali, nam sešteva neskončno mnogo daljic. Vse te daljice. In da ploščino. Lahko mislimo, da seštevamo neskončno rezin enega telesa, eno telo, da ga razdelimo na rezine in seštevamo vse te rezine z integralom. Torej, mi moramo imeti eno funkcijo, ki nam izraža ploščino vsake rezine. Potem vse te ploščine seštevamo.
torej, zdaj vidimo v primeru vrtenine, ki je najlažji, ker vse te rezine so krogi in ploščina kroga, kolikšna je r na drugo krat p, in ta r polmer kroga sovpada z vrednostjo funkcije. In torej volumen te vrtenine je integral od a do b od f od x na drugo krat p, ker je r na drugo krat p. In potem p lahko vzamemo ven iz integrala in imamo to, ne? Ja, potem, če ni ena vrtenina, če na drugo telo, moramo najti eno izraz, ene funkcije, ki, ne ta funkcija, ki je ta, moramo dobiti eno funkcijo, ki nam izraža ploščino vsake rezine med a in b. In tako lahko začnemo en drug volumen. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.